Danes bi se rada najprej zahvalila mojemu učitelju, gospodu Jezusu Kristusu, ki mi je dal res novo življenje. In vse to, kar sem trenutno, je njegova milost. Globoko sem hvaležna gospodu Jezusu Kristusu, ki je živel na zemlji, ki je služil nam zemljanom, ki je pretrpel številna ponižanja in bolečine zaradi odsotnosti ljubezni v srcih tedanjih farizejev. Res sem globoko hvaležna za vse, ker je gospod Jezus Kristus po Božji volji, po očetovi volji naredil za vse nas, ki smo ga sprejeli v svoje srce, ki želimo delati to, kar nas je učil in kar nas še vedno po Svetem Duhu uči. Nesporno je tudi za zgodovinarje, da je gospod Jezus Kristus bil, je in bo ostal največji človek, kot človek na tej naši zemlji, ki je živel zato, da bi mi postali to, kar je Božja volja. Otroci ljubezni, belis otroci. Neizmerno sem hvaležna gospodu Jezusu Kristusu, da je uslišal moje številne molitve in da jih še vedno uslišuje. Na njega se obračam. Njega prosim. Zakaj? Vsi vemo, da je izvirna voda najbolj dobra. Da voda iz pipe vsebuje tudi kemijske sestavine, ki niso v skladu z naravo in naravnimi zakoni. Zato je modro se direktno obračati k Bogu, k Jezusu Kristusu, ki je eno z svojim očetom. In ga prositi, da nam pomaga reševati naše zemeljske izzive, temine, probleme, šibkosti in vse to, kar je povezano z našim zemeljskim življenjem, ki je rezultat vseh naših prednikov. Tja, od popolne Eve in popolnega Adama, vse do današnjega dneva. Ponižnost pred resnico je modrost. Velika modrost. Biti ponižen pred pravili, pred sistemskimi ukazi, pred vladarji tega sveta ni modro. Zakaj? Ker razmišljajo pozemeljsko, ker želijo vladati, ker želijo gospodovati in ker želijo imeti sužnje, ki bi delali tisto, kar oni mislijo, da je Božja volja na zemlji. Kadarkoli imam kakršenkoli izziv, grem v svojo sobico in se odločim, da bom poslušala ta tihi notranji glas, ki mi pomaga reševati moje izzive. Teh pa ne zmanjka, ker živim v tem svetu.
ker je zelo malo svetnikov. Zelo malo ljudi, ki dajejo modrost Boga na prvo mesto. Vendar je vesela novica, da nas je vedno več. Zato sem zelo, zelo hvaležna Mihaelu in vsem vam članom društva Belis za srečno življenje, da sprejemate društvo Belis z ljubeznijo, da ga tudi na en način svojo prisotnostjo, svojimi darovi blagoslavljate in nam vsem nam omogočate, da smo še vedno tukaj, ne glede na izzive, ki so še vedno okoli nas. Iskrena hvala. Srčno hvala. Danes sem slišala, da je ena naša članica zelo ponosna in srečna, da je lahko del Belis društva. Ja, res smo lahko vsi, ki smo danes na tem 200. Zoomu ponosni, da smo del Belis zgodbe v Sloveniji, v Evropi in tudi v svetu. Da smo dovolj ponižni, da sprejemamo prvo alinejo 9. člena statuta Društva za srečno življenje Belis. Da rešujemo naše izzive s brezpogojno ljubeznijo. Ni enostavno, priznam, tudi za mene. Ampak, ko se človek odloči, da bo reševal izzive z brezpogojno ljubeznijo, je to kot nevidni ključ, ki nam odpre vrata za številne blagoslove in za pravi notranji mir, za tisto pravo bogastvo, ki je neprecenljive vrednosti. To je ta ljubezen do življenja, ljubezen do bližnjih, ljubezen do svojega življenja in globoko razumevanje, kaj je v resnici Božja volja za vse nas na tej zemlji. Eno je samo govoriti o Jezusu, pisati o njem, da je bil čudovit velik človek, ki je živel na zemlji. Drugo pa je ga nositi v svojem srcu, v vsakodnevnih dejanjih in dovoliti, da ta sveti duh, ki nam ga pošilja iz neba, deluje skozi nas, skozi naše roke, srce, misli, čustva in tudi skozi besede, ki jih izgovarjamo. Sejemo semena resnice. Semena brezpogojne ljubezni. In prav nobeno seme, ki je posejano, ne bo ostalo brez žetve. Prav nobeno. Zato sejmo to brezpogojno ljubezen. Sejmo hvaležnost, dobrotljivost, sočutje, milost, odpuščanje, še naprej. Ker žetev bo zelo velika. Za vse tiste, ki bomo zdržali vse te poslednje teste, ki še prihajajo v to čudovito Slovenijo. Ne moremo spreminjati drugih ljudi. Lahko samo svoj odnos do njih spremenimo. Tako da jih sprejemamo in ljubimo z brezpogojno ljubeznijo. To je zastonjski dar. Sodba ne spreminja ne nas, ne ljudi okrog nas.
A brezpogojna ljubezen je kot živa voda, ki se dotika vseh bolečin, temin, jez, agresij, nevednosti tega sveta in prinaša luč in ljubezen v naša življenja in na to zemljo. Zato se zahvaljujem Gospodu Jezusu Kristusu, da me je sprejel za svojo učenko in me vodil, učil, varoval, predvsem pa mi daroval ogromno milosti, ker prihajam iz temin zemeljskih, v katerih sem se znašla samo zato, ker nisem poznala imena Jezus Kristus, ne njegovega življenja, ne zakaj je prišel na to zemljo in ne kaj je Božji načrt za vse ljudi sveta in za vso zemljo. Sedaj to poznam in zato mi je lepše na tej zemlji živeti, ker lahko molim, prosim in živim tako, kot je Božja volja. Vsi moji dosedanji govori, ki sem jih imela, zaradi tega, ker nam Mihael omogoča te zume, ne morejo se dovolj zahvaliti Gospodu Jezusu Kristusu, Svetemu Duhu in Očetu Stvarniku. Ne da se z besedami zahvaliti dovolj srčno za vse milosti, ki jih vsi sprejemamo. Ker smo še vedno tukaj, v teh telesih, ki so na en način podvržena spremembam v milosti Svetega Duha. In verujem, da je Sveti Duh tisti, ki bo naša življenja še naprej spreminjal v radost, zdravje, v mir in da bomo pripravljeni na ta veliki trenutek, ki prihaja, ko se bo zgodil tisti čudež, ki ga je Bog namenil vsem nam na zemlji. Da bo na zemlji zmagala ljubezen, brezpogojna, resnica, mir, skupnost srečnih, radostnih ljudi in da bo to planet lepote, radosti, ljubezni za vse, ki bomo zdržali do tega trenutka. In vsem nam želim, da še naprej vztrajamo in darujemo to brezpogojno ljubezen sebi in vsem bližnjim. Hvala lepa za vašo današnjo pozornost.